The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Najprej tisti. Bum, bam, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Za nami je pester vikend. Petra, kako se počutiš? V bistvu, glede na to, kako sem se včeraj po Pogi Challengeu, se zdaj zelo dober. Jaz sem bila pridna. Prevroče je bilo za vse včeraj. Zato sem jaz zdaj skosno sladoledal. Zakaj pa? Kaj mi paše? A ja. Ukle, vidim, da imamo stokarje. Dobro. Ko imaš? Stokarje. Kaj to pomeni? Ne, da nas slikajo od delač, pa pošiljajo slike. Ja, jaz bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste v klubu, pa tudi tistim, ki niste, ki ste pošiljali posnetke, slikce, tako da sem jih jaz dal pol naprej, lahko še našim kolesarjem. Tako da, bolj kar najprej v vikendu podebatirala. Sem mislil za konc pustiti, pa po moje itak. Pa mogoče najbolj, se kaj, a imaš ti še ful drugih stvari, ali pa? Kaj pa je, se kaj se najde? Zaradi tega, ker ni pač drugih stvari toliko. Vikend je bil naporen, vroč, po pričakovanju. Čakaj, da grem jaz najprej. Ok, ta prva stvar, Ti ja, najprej se naštej, čuda popuste. ful sprašujete zdaj za klubske majice, pa te bodije, če jih lahko kupite tudi tisti, ki niste v klubu. Ja, lahko kupite tudi tisti, ki niste v klubu. Nekaj še zaloge, medium majic ni več, pa mislim, da tudi belga, large bodija tudi ni več nobenega. Tako da ja, to je to za enkrat, pa mislim, da 2XL modre majice tudi ni več. Vse ostalo bi pa vsaj nekaj še mogli biti, mogoče ni tudi več bele XS majice. Ja, ampak pogledajte si na spletni strani, tako da vse pač to se da kupiti. Tisti, ki bi se pa včlanili v klub, je pa 100 €, pridete sem, pa dobite pol je pa 30 off praktično na vse approved stvari, čelade, očala, hlače, majice, body, tako da ja. Tako da tisti, ki hoče body kupiti, se mu bolj splača včlaniti, ga odsnej dubu, kukar pa ja, če je direkt, tako da to je to. Pol ta druga stvar, zahvaliti pač vsem, ki ste bili zdaj tistim, ki smo šli skupaj ki smo šli skupaj na kolo, bilo je ful fajn. 2 ure smo bili lepo v grad Strmolu, je bilo tudi čisto lušten, pa smo bili še v Komendi, kakšno urco do 2 spet, tako da ta največji vročini, kukor je bilo vroče, mogoče meni, se niti nisem zavedel, zdaj sem že toliko blental ali kaj, ampak meni je bilo čisto fajn z vsemi malo podebatirati, tako da tudi kar nekaj članov je prišlo tako gledati, sam ne tekmovati, tisti, ki ste pa derkali, ste šli pa mislim, da vsi brez težav, razen Tomaš je imel en handicap, pa se je mogel ustaviti kakšen kilometer po temu, ko smo mi Imel je 2 handicapa. Kaj? Imel je 2 Imel je handicapa. 2 handicapa, ja, še z majico zjutraj. Tako da, ja, no. Tako da Miran je bil tretji skupno, eden izmed redkih, ki je rečemo s podobnim treningom, ki ga je imel lan, dosegel še celo boljši cajt, kakor ga je imel lan. Je imel 10 sekund boljši cajt, tako da pač ja, njemu zgleda vročina res orenk ustreza. Tako da ja, to je to, cel dogodek, pa jaz bi po moje upal kar reči, da je to trenutno ta največji slovenski kolesarski dogodek v sezoni. Kako je vse narejen, da je poskrbljen tudi za te, ki pridejo gledati, ne samo za te, ki tekmujejo, kar jaz predvsem pogrešam pač pri ostalih maratonih ali pa ja, drugih kolesarskih dogodkih, tako da pač ja, kar se kle tiče, vse pohvale organizatorjem, vsem, ki so pač zraven. Jaz mislim, da smo bili vsi ful zadovoljni, ne vem, imaš ti mogoče kaj za pripomen, ampak kar se mene tiče, je to zdaj zihar največji dogodek kolesarski v sezoni. Ja, no, sej, sigurno, če 3 dni traja, v bistvu, no ja, je tudi velik dogodek še vedno.
Z vidika udeležencev, kolesarjev tudi Franja, ne, še vedno velik dogodek, ki tudi 3 dni traja, tako da je že utečen pa upeljan. Mislim, da se Franja iz vidika udeležencev je najbrž večji. Ne? Ja, seveda, Sanče večji, ne. Je pa pač tako z vidika gledanja in pa zanimivosti za kolesarje, pa najbrž tudi neke mednarodne udeležbe in pa mednarodnih tudi gledalcev in tudi ljudi, ki so bili tam v petek, tam je pa to definitivno največja stvar, kar je jasno za pričakovati, če se pride gledati najboljšega kolesarja na svetu. Če bi bil verjeten to, če ne bi bil Slovenc, če bi bil to še kakšen, ne vem, Italijan, Belgic, Francoz, bi bilo to verjetno še večja zadeva. Bi bil Italijan, pa do karte ne mogo priti. Tako, saj pravim, da so to, smo še kar vseeno majhni, ampak ja, Komenda je majhna, ampak ta vikend se je pokazala, da je velika. In ful nas je bilo, že v petek je bilo, jaz si nisem niti slučajno predstavljala, da bo toliko ljudi tam. Zanimivo, da praktično se mi zdi, da jih je bilo še več po kriteriju samem, da ko se je začel koncert Magnifica, da je kar rasla ta številka, kar vedno več je bilo ljudi, vsaj na tem prizorišču. In kljub temu, da je bilo vroče, ne, je pa res, da ja, smo šele tja prišli ob 6, je že malo vročina začela počasi padati, tudi tam je bila ena oblačnost, en dež je mogel biti gor v hribih, tako da je ne parkrat sto malo se začutil, da ni toliko vroče in je bilo tudi zvečer prav prijetno tam zabiti, tako da je bila malo bolj dolga noč, mogoče za to, da greš potem čez 2 dni na nek challenge. Glih ni. Meni je bilo zelo težko biti na tem dogodku v petek, sploh v teh večernih urah, ker pač enostavno z izotonikom pa z vodo na takem koncertu, ki je od Magnifica, ki je tudi to glasba moje mladosti in ki te vleče, da bija, ne, je to kar skozi ena. Pač ja, sej, bo en rekel, ne mora se tudi zabavati brez alkohola, ja, sam pač vseeno je to drugače pol, če se imaš 2 pera vrat in tega pač ni bilo. Tako da meni je z vidika, če se udeležim Pogi Challengea, ta petek bil škoda, tako da drug let ne grem na Pogi Challenge, če ostane tako 3 dnevi skupaj. In sploh, če bo to termin v avgustu, v tem času sigurno več na Pogi Challenge ne grem. Tako da bom pa šla rajš pol na kriterij pa na koncert, ki bo najverjetneje tudi dober vsak let. Tako da tudi v soboto sem videla posnetke tistih, ki so bili na otroškem dogodku, tako da verjetno tudi ti smo mogli biti lušteni, tudi tisti, ki imate otroke v tej starostnih skupinah, ste verjetno tudi se imeli fajn. Tudi zadeva vsaj bila zelo pozno popoldne, pa v večerne ure potegnen, tako da verjetno tudi ni bilo tako hudo za prenašati potem vročino. Mi smo imeli izlet, ne, v soboto, je bil tudi lušten izlet, tako da smo se imeli po moje kar fajn. Jaz sem šla sicer z vami do Podklanca, ampak sem tudi vas klep počakala, tako da smo se klep podružili. Ja, še dobro, da nisem kaj drugega izvajala, kaj več, ker še vse, kar sem, je bilo preveč, tako da nokce včeraj niso bile glih tiste, niti delač od svežga, delač od pravga, pa če vem, kakšen bo spet rekel, kva jamram, ampak ja, pač nisem ustvarjena za vožnjo v vročini, oziroma nimam niti izkušenj z tako intenzivno vožnjo v vročini, ponovadi, kadar je vroče, ali ne gremo na kolo, ali iščem tiste čas, da je zgodaj zjutraj vožnja, oziroma če je ful velika vročina, se probam voziti v nizki intenzivnosti in ja, moj telo ni za to pripravljen, da se vozi na visokem pulzu v taki vročini, ker sem že v štartu spet imela ful visok utrip. Pa ne, da bi bilo kaj nekaj živčno, ker letos sem se res na vse te dirke podala tako bolj z nekim ferbcem, kako bo vse bilo, pa kaj se bo dogajalo, pa bolj z enim svojim časom v glavi, kaj dosegati, ne pa s tem, koga prehiteti, pa tam, ali bom preživela zaprto vožnjo ali ne, tako da. Bila pa je včeraj zaprta vožnja bolj stresna kot lansko leto, to lahko povem kot udeleženec Pogi Challengea, verjetno vsaj tisti, ki smo se pogovarjali, ki so bili lani, pa ki smo bili tudi letos, tudi že med samo vožnjo smo se vmes pogovarjali, pa pol tudi po challengeu, da je bila vožnja veliko bolj stresna in ja, zato ker smo vedeli od lani, da če prideš zelo pozen od zadaj do Podklanca, da se vse zabije in da lahko pride do tega, da boš mogel stopati dol in če moraš stopati dol v tej gužvi na tem terenu, težko potem spet nazaj prideš na kolo.
Že lani so eni kolesa gor rinali v tem delu. Tako da sem letos probala se malo naprej prebiti vseeno. Štartala sem tako rekla 150 metrov, 200 do štartne tega panoja, kjer je bil štart, kar od zadaj. No. Tako za mano mogoče je bilo še 400 tekmovalcev, relativno dosti od zadaj, v drugi tretjini recimo na koncu. Moram pa povedati, da zraven mene je štartu gospodič, fanti, se ne vem, koliko je star, ki je zmagal na koncu Pogi Challenge. In vem pa, da je to štartu zraven mene, ker sem ga še ful gledala, ki je bil oblečen v tak navaden Decathlonov Van Rizla hlače, imel pa sem še opazovala jih, koliko so v bistvu dobre, da so dobro narejene hlače, pa mi je ta Evolve kolo, pa nalepko, Pogačarja, in sem še rekla, kva je to en holdre pizdarija, pa še tako je bil čelado, imel malo postran, pa Avstrijci, Nemci so se pač pogovarjali, no, sej maj Nemci, Avstrijci točno, Nemci so se pogovarjali, kle ta skupina jih je bila, en fantov in punc, in sem ga še prav opazvala, ko sem tam pol ure čakala na štart, sem še prav opazvala, sem ga se, kako je to zdaj. Po v cilju, pa vidim šele po posnetkih, da je bil on prvi, sem šele pol doma, da je ta človek zmagal. Ne. In to sem pa še enkrat moram prav pogledati, koliko je on za temi, vsemi štartu čez štartno linijo me zanima. Ne. To nisem pogledala. A si ti to kaj videl? Ker najverjetneje pač Miran, vem, da je imel VIP štart, pa te so štartali čisto od spredi. Sam, ne vem, Emaršič je rekel, da je v bistvu, kaj videl, kako ga pač gre, da je pač sam njega parjel in da je šel pač z njemu lepo naprej. Tako da je mogel biti do vidim, da je štarta od spredi. Čist spredi. Zdaj pa ne vem, a se je kam rinil naprej? Mislim, najbrž se zna malo boljšo guži voziti, kot ti, ne, sej. No, ja, se ni dal neki full rint, ker sem se jaz rinila za eno nam po imenu, ki jo poznam, vem, ki se kar zna dobro rint v gužvi, pa sem se kar za njo sprobala rint skupaj naprej, ampak so bili tudi paci v tej zaprti vožnji in ko so se začeli prvi paci, smo se vsi, ko smo bili, smo se nehali rint s to gospo ured, za katero sem se jaz, tako da smo vsi ostali od zadaj in smo nehali prav kaj zelo naprej rint. Zdaj, edin, če sta bila dva ista, veš, da so bili z kakšne ekipe, da so imeli, samo on ni imel ekipni dres. Ne vem, me preveč vprašaš, ker jaz ga nisem videl, kaj šel gor, sem gledal bolj naše. Ja, klej vidim po štartu, da glede na neto pa na štart rezultat je mogel zelo iti isto čez spredi. Tako se da prerint, no. Sam pač znati se moraš. Pač ja, mogoče pa to res. To. V glavnem ja, letos so bili tudi paci v zaprti vožnji, lani jih jaz nisem videla, letos sem jih videla, dva paca, kar lepa paca, konkretna, dva gospoda sta se fajn zvrlna, mislim, da sta nadaljevala oba, no, ampak tako, malo strgane hlače, malo popraskani pa to. Tako da je bilo, ja, malo bolj hektično, kakor lani, pa mislim, da bo to vsak let. Ker 1177 ljudi v zaprti vožnji pripeljati toliko daleč, ne. Mislim, se sama razdalja ni dolga, ne vem, koliko je 10 kilometrov ali koliko je, ne. Ampak vozimo se jo pa... Še manj, ja, 10. Vozili smo se jo pa, mislim, da ne dobre pol ure. In je jasno skozi eno pospeševanje in premzanje in je pač kar težko pripeljati to vse do podklanca, da se potem in bo se še tam zabije v Cerkljah vse skupaj. Ampak pač sej se bomo navadili, da je pač tako in potem je treba malo drugače že od začetka razmišljati, mogoče prej prijeti na štart ali pa kakorkoli. Ja, mislim, ne vem, mi kot gledalci ne je bilo vsem ful fajn. Mislim, da smo navijali za vse isto, od unih ta prvi do unih, ki so bili bolj zadnji. Tako da... Sem rekla, da se bom danes izredno zahvalila navijačem, ker tazga navijanja, ki sem ga pa jaz včeraj doživela, ga pa še nisem na nobeni dirki. Ogromen takih, ki jih poznam, ogromen tudi, ki jih mogoče niti ne poznam prav osebno, ampak ful enega navijanja, ful spodbujanja. Mislim, zdaj ne vem, a se mi toliko na obrazu poznali, da trpim, pa da so me vsi toliko spodbujali, ali je res so ljudje bili prijazni, tako da hvala vam vsem, ker vsaka beseda mi je včeraj res. Jaz sem po tistih 2 kilometrih, ker enostavno nisem mogla dobiti ritma. Eno je, da te zabija gužva, ker ne moreš enostavno v ritem padati, da bi lahko z enimi normalnimi
vati začel vse skupaj voziti in je bilo skozi eno pospeševanje in spuščanje in sem bila po 2 kilometrih pa pol že v bistvu. Tam, ko ste vi navijali, je mene prijel, da bi skončala pa šla, ker jaz sem bila že tam morto. Vode sem imela full, 2 bidona, tako ledene vode v štartu, ki se mi zdel, da mi bo vsak čas pošla, tako da sem še s to vodo še šparala vseeno. Tako da sem se kar fajn namatrala včeraj, no, tako. Tudi z glavo, ves čas sem si dopovedovala, sam še dunga ovinka, sam še do tam, sam še uno ujamem, sam še tam pridem, sam še to. Tako cel tisto uro, 18-19 minut, jaz sem se pelala 6 minut slabši, kakor lani. Tako da se jih je kar dost v bistvu pelalo, no, slabš. Večina, ki se jih je lani pelala, so se slabš pelali. Tako tudi po 4 minute do 6 minut, tako da mislim, da je bilo to pač pol kar realno, ampak vseeno sem si želela letos več, ne, hotela sem se boljši pelati kot lani na Krvavci in tako da sem bila pol malo razočarana. Ampak ja, so pa navijači mi dali veliko spodbude in mladi in stari in vsi in tako da mi je to edina stvar, ki me je tudi na koncu je prišel še glik zraven mene v tem zadnji strmini tale Primož, ki je tudi kupil zdaj tale ja, in mi je še on tako, daj Petra, daj stisn, tamle imaš 2 od spredi, daj in sem pa tudi še une 2 od šprintala na koncu. Tako da ja, tudi te Primož, hvala, on je res en tak gentleman in ja, no smo pa gor čakali, ker dolg časa smo čakali. Tako da malo je bilo dolg čas gor začakati, 1 uro pa pol smo čakali, tega smo se nabrali, spili smo pač 2 pijači vmes med tem časom in bilo je tudi gor vroče, tudi gor ni bilo nekega hladu, sence ni bilo, a ne, gor sence ni. Tako da smo kar se načakali, da so nas pustili nazaj dol. Lahko bi bil gor mogoče tako za drug let predlog, če bo zadeva ostala enaka, kar predvidevam, da bo pa najverjetneje eventa gor, skoraj dvomim, da ga bojo spet naredili. Ali pa ga bojo, ne vem. To pač sem pa mora 2 prizorišči postavljati. Daj ti me nareš povedati, kdaj si bila včeraj tam? V Komendi. Nič, malo za vami smo šli. Okay. Ne, me je zanimalo, koliko je bilo pol včeraj popoldan še ljudi. Nič. Tudi moram reči, da je bilo... Kako veš nič, če te ni bilo tam? Ja, saj smo bili do 4. Pa si kao uradno se šele DJ time ali karkoli so imeli, pol se ne bi šele ob 4 začel. Ja, ne vem, ni bilo nobenega človeka ni bilo tam. Res tako nobenega ni bilo. Niti enega ni bilo pod odrom, ko smo mi šli od tam, ni bilo niti enega, sedeli nas je pa tam za miza mogoče 50 ljudi. To je bilo to, kar nas je tam ostalo. Pa ste vi šli, je še full folka šlo, na štantah, na stojnicah ni bilo nobenega. Bil je peku, tako res še v senci, ki si sedel v premeru, je lili z tebe dol. Tako da jaz mislim, da a je pol prišel kakšen folk tam iz Komende, ja, jaz ne vem, ampak jaz mislim, da prav velikih ni bilo. DJ time je bil, ja, sicer z musko, ja, 90-ih, ex-jugo, veliko glasbe, tako da... Nekaj, mi smo šli, kaj še reper še bil gor. Ja, tiste je bilo itak, takrat se je folk pobegnil vas domov, tako da... Meni ta dogodek včeraj, ampak verjetno niti ni bil namen, da ljudje tam ostanejo, da so, ker tudi je bilo, kot prvo je bilo itak prevroče, kot drugo sta bila že 2 dni prej eventa, dogodka, najverjetneje bi tudi Pogačar že kar zmatran od teh 2 dni, tako da mislim, da je bil pač tisti dogodek bolj ta podelitev samega priznanj vseh, ki so tekmovali. Mogoče, če nav toliko vroče, da bo kdaj kaj boljš, mogoče, če bi dali kakšno glasbeno skupino z kakšno govejo musko, da bi več folka bilo, ne vem. Ja, to bi zihar ostalo. Ampak bilo je toliko vroče, da mislim... Mi smo po tisto Marelo, ko smo bili, sta pol prišli še, so si mize pa stole prevlekali še 2 družbe in smo po tisto Marelo sedeli 2 družbi, tako vsi tako skup. In to je bilo, ne. Mogel bi narediti kaj tazga, ki je drge, da je konstantno, da je kar šlauf čez, pa unka hoče grelo direkt pod šlauf. Ja, nekaj bi mogel biti, ali pa se pravim, če bojo se vseeno odločili, da bo drug let delala vseeno gondola in da se bo odločili event narediti gor, ker gor je vseeno bilo bolj znosno, no. Ni bilo toliko suparana, ne, tako da se je le dal gor biti. Meni skratka praktičen razen par stvari, ki itak vsakič, ko narediš dogodek, jih šele vidiš, kaj je bilo vzboljše za naslednje let. Točno tako. Meni bo vse pač
top, pač vreme, tako kot No, pa pač bilo je manj navijačev kot lani. A ne? A veš, ob cesti je bilo veliko manj navijačev, ne? Sicer še vedno veliko, ampak pač ta del, največ jih je bilo tukaj, ko ste bili vi v bistvu, a ne? Pa je bilo pa zelo tako razbita, ne? So bili kakšni sem pa tja, Kaj pa gor na vrh, čisto? Gor na vrhu je pa bilo v tem strmem delu, ampak tudi ne tako kot lani, ko so bili v bistvu že takoj od tega ovinka ostrega do vrha gor ljudje postavljeni, pa so kar stali že not po gozdu, a ne? Zdaj je bilo, kar jih je bilo ob poti, ampak šele to tako tik pred vrhom. Lani se je gor dogajalo in je logično, da so bili pol, da jih je bilo največ gor na vrh. Tako da letos je bilo malo manj navijačev in pol tudi gor smo bili v glavnem kar te, ko smo prišli iz challengea, ko smo bili udeleženci. Da se z avto nismo mogli dol, ne? Ja, gor, ne dol, ne kamor, tako da niti nismo videli Pogija, ki je šel v avion, v helikopter, zato ker so nas pa glih par minut predtem pa spustili dol. Tako da v bistvu mi smo šli še med zadnjimi dol, ne 15 čez 1, 20 čez 1 so spustili, 20 čez 1 prvo in potem se zelo hitro smo se dol spravili, tako da mi smo šli bolj med zadnjimi dol, pa še ni bilo helikopterja gor, tako da je pol prišel mal za tem. Dobro, še enkrat, jaz sem že 3-krat povedal, še enkrat vse čestitke vsem, ki ste šli, vroče je bilo ful, mi smo šli pol še na, tako da ja, vsaka čas, da ste prišli do gor. Mi smo šli pol na Možjanco pogledati pač ta klanc, ki bo na Letapu, ne? In že lani sem govoril za spust iz Klej, ta del. Ta spust je pa zdaj z Možjance dol, pa ne vem, če ni mogoče še celo bolj navaren, kot to, kar je z Krvavca dol. Definitivno. Ene dva ovinga sta taka, da sta saj zdaj, ko je bilo orang vroče, je še Čak sem, vi ste se še spustili dol, ali kaj? Ja. Kaj ste šli gor iz te smeri, pa dol, pa še enkrat gor? Ne, predvorne, pa vse smo šli sam levo pol. Mi smo šli v grad Strmol pol, pa smo šli pa iz Strmola, smo šli pa v Komendo. Aha, ok. Tako da vsi, ki mislite iti, pa če se vam gre, ne vem, malo za rezultat, karkoli, pejte si prej pogledat in klanc in spust. Klanc predvsem je zelo strm in v tej vročini, ki po moje bo zelo podobna ura, kakor bo na Letapu, kar čutiš, kako. Ja, sem tiste šele čez en mesec, tako da jaz upam, da takrat ne več take vročine. 2 let nazaj je bilo. Ja, skozi je vroče na Letapu, več ali manj, ampak upam, da ne bo. No, skratka, pejte si pogledat, ker zdaj pa nisem ta Šentjurška gora, ampak se gre pač še sem gor in mi pa smo stali 1 uro, če ne uro pa pol gor, pa smo imeli vsi trde noge pol, ko smo šli tja in ja, se kar čuti, ker ni pač prvi spust je že tam v gozdu noter, ko moraš malo bolj paziti, pol je pa še ta spust, ker je kar strmo in hiter dobiš pač brzino. Tako da vsem pač ja, pejte si prej pogledat, zato da ne bo bolj kakšnih neumnosti, neki prav profitirati na takmu spustu se niti ne da. Tako da ja, pol, ko bo dirka oziroma maraton, pač po pameti. Tako da ja. Ja, se zdajle imamo v soboto, ko bo tale prišel tudi Andy na Rio Mare, pa bi mogoče bo Andy ga bi vprašal, ali pa če ga povabiva, da pride enkrat pa še kaj pove o teh dogodkih pa v Letapu, ali pa če nama sam malo pove, zakaj so to Možjanco sploh uvrstili, kaj je bil razlog, da so ga dali v to kratko, ker tudi mene to zanima. Pa sej načeloma nima veze, noter je in to je to. Ja, pa z nekim razlogom, verjeten. Po 4 ali 5 letih Letapa, da se še dodali to, so že nek razlog dali. Ja. Še en klanc so hotel imeti. Ne vem. Že tako jih je kar veliko na Letapu. Mogoče to, da je na evropskem ta klanc in hoče ga zdaj, ne vem. Pač logike ni nobene, ka una vas jim zih ni plačala, da ne grejo čez vas, da imajo še tam zaprto cesto. Ne, najbrž da res ne. Ja, tako da, pač, najbrž da ne. Ne vem čisto točen zakaj, ampak ja. No, ampak vsaj ta evropski krog, ki gre kontra, se mi zdi mogoče vse malo boljši, ki gre po tem slabšem delu ceste gor, pa klele se je kar dosti nov asfalt, tukaj, ko so ga dol naredili na spust. Se mi zdi mogoče vse malo lepši krog, kar takega gremo na Letapu gor, pa ta spust tam, ker bo šel evropski krog gor, se mi zdi še hujša. Mislim. Vsaj menno, ne vem, mogoče se pa motim. Bolje kle primerjava profi, kako se vozijo,
ki se načeloma vsi znajo pelati, pa z rekreativci, No, ki lahko seveda, rečeva, jasno. da se jih 10% Vse jaz rečemo, da gledam kot dobro pelje. rekreativc, da mi je lažje mogoče krog, kukar tak, ki je zdaj na letapu, a ne varianta. Meni sta oba dva ugamna. Ja, ker da- oran klanček je Jaz še sem pol, samo ja. hotel poudariti, no, da tisti, ki boste šli, pejte si prej pogledat, ker pač ni malo tekmovalcev na letapu in je dober, če vsaj približam, pač veste, kje gre pač trasa. To je to. Ti boš šel na letap, Ja, jaz sem se prijavil. na kratko. Ja, kje, Aha. že ta kratka bom crknil. No ja, jaz pa razmišljam, da bi šla na letap, kar letos bolj na Bom videl, no, mogoče na bomo easy šli, ker so in se eno oni ali drugo zmenili, varianto. da bojo šli ta dolgo pelat, pa mogoče grem pol tudi ta dolgo, sam glede na to, da vem, da so praktično vsi rekli, da če bojo gotovi, da bojo zavili noter, si tam ne predstavljam, da kdo ne bo gotov po teh 2 klancih. No, če od se naših. bo tišalo od začetka do konca 2 klanca, tako kot pač sem jaz to naredila lani, ja, potem nisi sposoben še naprej pelati dolgega letapa. Če greš, pa moraš si pač vzeti ta začeten del na easy, a ne. Ta 2 klanca vzeti z rezervo, ker je pol naprej sta še 2 klanca, ne. Ker sta pa hujša od teh 2 klancov. Ja. Tismo se lahko reče pač vzponi, to sta pa klanca, ne. Tako da, če imaš nameniti na dolgo, moraš iti res ta 2 bolj po pameti. No. Tako da. Ja, no, bomo videli. Zdaj lahko še poveva novico, ki je danes prišla, Pogačar je potrdil Vuelto. Ja. Tako da bomo zdaj gledali, kdo je. Glivar, Pogačar, Roglič, a gre Novak tudi? Ja, Novak gre, ja. Novak je v ekipi z Pogačarja. Ja, Ne vem, pa kdo predvidevam, še. da je za Pogačarja, da ni za Rogliča. A ne? Ne, mislim, hodila se reči, da je ekipa čist druga, zdaj, kukar je bila recimo na Turu, a ne? Ja, Tudi Sivakov Almeida je še, pa Almeida. Ja, tako da, Pa pa še kdo je še? pač 8, ja. Mislim, prej sem jih brala, ampak vseh Ja. niti. Ja, no, tako Oliveira, mislim, da gre. da... Kdo? Oliveira. A je Oliveira. Možno, ja. Ja. Začne se zelo zanimiv, je tak, v bistvu kot kriterij 10 Ampak to je šele čez km. 3 tedne drugače. Ja, pa sej, ta druga je pa že taka, da je štarta v Monaku, kar pomeni, da glede na to, da se štarta tam, kjer pač tudi Pogačar živi. A v Monaku štarta cela tako Vuelta. da ne, Kaj, prve 3 etape, prvo je kaj? Monte Carlo. Pol je Monako, pa zaključijo nekje v Franciji. Aha. Tako Kaj pa da je v Španiji? ne, se sam začetek pogledal, so pa take ja, zanimive trase. No. Pokava prišla en Jaz teden po pred prespeja Vuelto, nisem še nič kaj, ja, malo bolj si bo pogledati imela malo pol. več zapovedati, ampak ja, zaenkrat je to. Pol lahko še rečemo, da pač Roglič je avto zbal. Trenuten karma je ful velika podplutba, tako da je spustil to derko, ki je bila ta vikend San Sebastian. Tisti, ki ste gledali, je bila ful zanimiva, ne bom pač, pejte si pogledat, imate, mislim, da tudi na YouTubu je zadnjih 10 km. Četrtič je zmagal Remko. Ja, tako da... Ja, pa misliš, da Remko ravšel na Vuelto? Ja, glede na to, da zdaj te dirke voz najbrž res ne. Mislim, sej načeloma San Sebastian je hotel tudi Rogla iti za priprave za Vuelto, Pa pa je tole zdaj Baskonija, spustil. ki je zdaj ne. Kaj? Pa Baskonija, ki je zdaj, ali kaj Baskonija, ki je zdaj tudi, pa tudi ne bi vozil. Kdaj se pa ta začne? Je zdaj ne, ima že 5 dni. Tako za San Sebastianom se vedno začne. 5 dni, mislim, da je 5-dnevna dirka. Pol, ne vem, tisti, ki ste gledali dirko po Neumnosti. Danski, je tam v Outrasturu, je dobil 3 zmage od 5 etap, pa skupno. Začela se je tudi dirka po Poljski, pol bo Arctic Norway Race se bo zdaj začela, tako da pač ja, zagledati kolesarstva na TV-ju imate polhan. Pol greva lahko še na ženski tur. Ja, tam zaenkrat. Trenutno je bila ena šprinterke. ravninska, pa ena z takim kratkim klančkom, ampak je Vibesova tudi v klanc gor in pač dala kar orang. Tinto pit je kar za Ja, se vi od besova šprinterke kar boljša za Ja, čeprav od vseh dobro. ostalih. Letos bodo še imele Mont Ventoux,
Sicer nekaj se komplicira zaradi tega požarov, ampak imajo Mont Ventoux na sporedu, tako da tam se bojo po moje kar delale razlike, pa še prej ena gorska, pa potem v Nici zaključek s krogi, tam se bo višincev ful nabral, tako da je še veliko treba oddelati. Zdaj so bile samo te dve. Ja, tako da res pa je, da včeraj nisem gledala, včerajšnjo pa sem. No. Ja. Že danes je, kukor sem jaz pogledal, še ena ravninska, tako da mislim zaključek, tako da se pričakuje, da bo spet Vibesov zmagala, tako da bo imela 3 zmage od 3 etap, če bo to res pač kar nor začetek. Tako da mogoče bo po slogu Pogačarja prepustila kjeri drugi, da nov pač toliko nezanimiv. Tako da ja, jaz imam v bistvu, je to. Greva lahko že na dogajanje ta vikend. A vse si to že povedal? Čakaj, sem si nekaj pač zapisal. Te dirke, ki so bile... sem pogledati, kaj je zdaj le ta 5-dnevna dirka, ki bi jo mogel voziti, če Roglič pa ne najdem. Ja, lahko že poveva, da za Shimano naslednje let tisti, ki kupujete nove okvirje, kar nekaj okvirjev je že pripravljenih za to nov Shimano. Tisti, ki imate stare okvirje, novega Shimano ta ne boste mogli uporabljati gor, boste mogli prej zamenjati okvir. Saj tako se govori. Čakaj, novih felta ne boš mogel zdaj uporabljati na kolesih? Jaz ti... Kura brez glave. Čakaj, kaj pa je s temi novimi... Ja, vidim, a je v redu? Ja. Evo, sem dala nazaj. Skratka... Čakaj, kaj z novimi obroči? Shimano, si videl? Pa kako me briga ta jajca? Nikoli niso bili dobri. Ti govoriš o tej Shimano, ti o Shimano opremi. Temu ti govoriš že 2 let. Ja. In kaj zdaj? Zdaj je kar prišla ven, ali kaj? Ja, ni je še. Pa se ne bo zdaj prišla za naslednje let. Jaz sam govorim, da tisti, ki kupujete nove okvirje ali pa ki kupujete nov bike, že z namenom to, da boste naslednje let mogoče si pa dal gor od 105 Ultegre ali pa Dura Ace, mora biti okvir že zdaj pripravljen za to opremo, ker drugače se ne bo mogel gor zmontirati. Kako pa veš, če je pripravljen? Veš pa tako, da je na notranji strani mora biti neka pikca per nek utor noter za menjalnik. Če tega nima, pol pač se ne da. Zdaj, a je to dejansko to, ali boš kaj drugega naredili, pač to vam ne vem, ampak trenutno so pač to informacije, vem, da par nekih Pinarellotih ta novih, da je to že narejen, ne vem pa, kako je pač par vseh ostalih. Tako da ja, to je to, sam da novte. Če je plan, da bi zamenjali opremo oziroma da kupujete samo okvir, pa hočete imeti pol novo grupo gor, evo, pač boste, vprašajte prodajalce, če ne vejo, a bo ali ne, pol pač jaz ne bi kupil. A na Niše že delajo tako? Ja, oni so že začeli, sej tam tudi dobim dosti informacij. Kaj v bistvu stanejo načeloma okviri taki, ki so, sam pač neka malenkost mora biti spremenjena. Aha. Ja. Tako, kaj bo pa naredili z vsemi starimi okviri, ki jih bo toliko narejenih? Je stare grupe boš dal gor, ta novih ne boš mogel dati več. Simple as that. Sej, verjamem, da to bojo že neki imeli s kakšnimi adapterčki. Že od januarja dalje. Bojo se že s kakšnimi adapterčki kaj dali spremeniti ali pa kaj, pol ni logike. Ne boš mogel. Ne boš mogel z nobenimi adapterji. Pa si bojo šli pa ljudje na sram pa na kampo. Ja, bojo pa šli, sej Shimano, tu je vse. Ne vem, če. Imajo toliko velik delež, da verjamem, da oni karkoli bojo naredili, se bo prodajali. Ja, mogoče malo na začetku polčev, no ja, ne, bomo videli. Še bo res to vse to tako. Ampak v bistvu bo ja pač problem samo v neki eni malenkosti, kakor praviš, ne pa v celem pa je, sistemu. Da ne bo wireless še, da bo še vedno semi-wireless. Ojo, še šlo to. Ja, pa še par stvari, ki se je govorili, jih tudi ne bi bilo tako, da bomo videli, kaj dejansko bo prišlo ven. Svašta. Ja. Ja, res bomo videli, kaj bo prišlo ven. To je si dobro povedal. Ja, trenutno so to vse samo špekulacije, ne? Ampak od verov, ki rečemo, da se jim zdaj pač, lahko malo zaupa, da bo to res naslednje let prišlo. Ja. Feltne so dali ven, ja, evo, Shimano je dal še feltne ven, tisti, ki jih boste kupili, ste buksli. A ja, si že sprobal? Ne rabim sploh sprobati. So pa banda z karbonskimi špiklami, ne? Pač pa kar so dali ven, meni osebno niso všeč.
Ja. Ne znam kaj. Upam pa, glede na obliko obročev, da se znajo zdaj kaj bolj špelati v vetru. Sam so dali pa tako debele špice gor, tako da vprašanje, če bo v vetru kaj boljš, ker to meni deluje kot veternica, da v žlih poletu, kot bočen veter zapihal. Tako da, ja, pač pri Shimanotu, pri določenih stvareh meni jasno, kva delajo, ampak tako, ko se je prejšnji teden že en gospod izrazil, spet smo najbolj pametni, a ne? No, upam, da jih bo kdo kupil, pa da bo pol povedal, ko se obnesejo, ampak ja, jaz mislim, da je vsaj še enih, da ne bom rekel 10, ampak vsaj 5-6 znamk zdajle, ki dela boljše obroče za manj denarja in ja, to je to. Ja, no, to pa sigurno. Eno stvar pa še edin moram povedati, sem si jo zabeležila. Povedala sva že, da velike nagrade Kranja letos ne bo, ker je bila pač to tudi, ja, ker je bila to tudi objava na njihovi strani, no zdaj je pa tudi na njihovi strani objava, da velika nagrada Kranja bo, ne bo pa pod UCI dirko, ampak bo pač kot tradicionalna dirka, ki se bo obdržala in tako da pač ja, velika nagrada Kranja bo. In A datum imaš? Zdaj si me pa dobil. Ja, najbrž tako, kot je vedno. To je enkrat, mislim, da septembra, čakaj, treba pogledati. Velika nagrada Kranja. Napišemo. 28. 29. avgust. No. Tako Aha, da- ja, točno, jaz Evo. sem od konca avgusta. Ja. Mene, ja, glede do 30. mislim, da me ni. Tako Ja, da, se kle bo malo edin problem, ker 29. avgusta je vzpon na Vršič. Tako da pač no, tisti, skratka, ki so mi bomo tam, so tam, probali ampak kaj ja. zorganizirati s klubom, da tisti, ki boste tukaj, da se boste šli skup tja zapeljati, če ne drugega, pač kakšne take dogodke je fajn, da slovenski klubi, da podpremo, vsaj s tem, da se gre tja malo navijati in je pač to mogoče pol še kdo kaj dodatno pač pride zaradi tega tja, tako da Jaz se glih pravim, da bolj je problem, ker je točno Juriš na Vršič ta dan. ja. In gremo na Juriš na Vršič v bistvu, tako da nas gre kar, mislim, da že ene 10-15 iz tele družbe letos. Tako da nas bomo po moje bolj tam, razen če se bo lahko tako poklopili, da ko se vračamo, ko Juriš na Vršiče kar dosti zgodi, pa da se vračamo, pa da bi se mogoče ustavili v Kranju Kakor za jaz tebe pogledat. poznam, boš ti tam Juriš ali kaj drugega. Pod Ma ne bom, Vršičem. ne vem, neki imam letos slabe, tudi tole me Daj bolj še malo slabo. povej, a je ta vikend zdaj že tale Rio Mare? Ja, Rio Mare je ta vikend, sicer imamo neki prav nič uglaševalno, ker bo zadeva bolj v manjši varianti, kdor hoče pač lahko pride. No, pa Se z rečva nami velo zapelje. izlet ta vikend, že veš, V kam se bistvu ga gre? ne bo pa uradnega velo izleta v soboto. Aha, se pravi, mi novo nič imeli objavljeno. Ne. Kogar zanima, lahko povpraša, kdaj štartamo pač z Rio Mare ekipo in bomo lahko šli Aha, skupaj. to imate pol vi pač nekaj svojega. V bistvu, ja, nekako ne bi bilo, da bi bilo prav številčno, no, bolj v tem smislu. Kaj pa je point? Ja, point je druženje ambasadorjev Rio Mare. A ja, ok, se pravi, boste imeli vi interno neki, mi bomo šli pa po svoje pol. Ja, ne bomo imeli furo narejeno. Pač jaz bom tudi objavila v teh skupinah zaprtih, ampak ne bomo pa objavili velo izleta. Dobro, spremljite approved, vam bom jaz povedal, v kateri uri štartamo, tako da je to. Tako da ja, pa sej je pol v nedeljo izlet, ne? Ja, v nedeljo imamo pa klubskega. Ja, sej zato pa smo naredili tako, da se bomo malo pošparali za nedeljo. Se pravi, bo sobotna bolj kratka. Ja, zelo kratka. Kaj je to, 60 km? Ja, maksimalno. Ok, se je tako vroče. Ja, sej zato. Dobar. Tako da bomo naredili eno kratek izletek pač v družbi Rio Mareta in Rio Mareja, Mareta, karkoli naj bojo spet skritizirali, da ne znava govoriti slovensko. Ja. Ampak ja. Skratka, sobota je tuna v konzervi izlet. Ja, tako da leta vikend bo malo bolj na easy nova varianta in naslednji teden, 15. ki pa smo, je pa sicer praznik, ampak bomo odprt, lokal bo odprt in bomo imeli pa izlet. Tako da 15. bo pa definitivno izlet in bomo naredili nekaj tudi tazga. Upam, da ne bo več take vročine, pa da bomo lahko naredili en tak prav spet izlet, da se malo dol zapeljamo, ustavimo na pijači, osvežimo in
Okay. pripeljemo nazaj. Za 15. se jaz pogovarjam še s parimi klubi, da bi isto prišel, da bi probali narediti tak mal večji dogodek, to, kar si se že s Coffee Rideom pogovarjala. Tako da, ja, poslal sem še parim drugim klubom, pa zaenkrat določen klub ima tudi neke dogodke že, pa pač ne morejo. Tako da, če bo kdo še hotel, bo pač več naslednji teden povedala. Tako da ali bomo pa naredili šele septembra, pol to s Coffee Rideom, pa še s kakšnimi drugimi. Ja, ta 15. je praznik, zdaj dopusti so na vrhuncu, tako da jaz sem zato mislila narediti en tak, da se zberemo te, ka vem, da večina nas kar je klej in naredimo eno malo daljšo. Alpe. Ja, v Alpe, kaj maraton Alpe? To smo letos že bili na Jezerskem. Zdaj, jaz imam bolj, če bi šli dolgo, pa da ne bo take vročine, predvsem pogoj, bi šla jaz to na Sorco, pa na drugo stran. 160. Ja, to že zelo dolg časa. Mislim, to sploh nismo še šli kot izlet. Nazadnje smo šli z vašimi, tako da že zelo dolg nazaj. No, tako da neki... A bo pol še na Pokluko gor? Ali... Jaz ne bi šla na Pokluko gor. Tako da bi pa neki malo drugače. Neki bi speljali tako, da bo lepo, pa da se ustavimo, pa vse na Pokluko, pa ne vem, če bi glih še lezla. Rajši bi se probala vračati mogoče čez Kropo, da se izognemo tam tistim prometnim pa dolgočasnim cestam, tako da se v Kropi doda lahko ta klanc, pa se tam pa lahko vrača nazaj. Ja, ne se bolj težava ta od Bohinja do Bleda cesta. Zdaj je nova. Pač odprta kolesarska steza, ti očitno res ne spremljaš kolesarskih novic. Segli zato bi pa šla, da vidim to kolesarsko stezo, ker je odprta kolesarska steza od Bohinja do Bleda in pač me zanima, kako in v bistvu bi lahko tudi malo pogledali pa ocenili, pa da vidimo, je to orang narejeno, ali bolj se sam sprehajajo, ali se spet mamice z dojenčki tam sprehajajo, ali se da tam dejansko pridati lepo od Bohinja do Bleda. Trasa je meni zelo všeč. Ja, to sem imela, ker pač bi probala, da ne ponavljamo variant. Letos smo bili na Jezerskem, bili smo na Črnivcu že 2-krat, tako da v bistvu se pol to sam malo povezuje vse skupaj. To pa še nismo bili nikoli. Zmenjeno. No, v nedeljo, sončki, tisti, ki boste prišli na klubski izlet, podatke imate itak že vse na spletni strani gor. Jaz bom prinesel zdaj še drona, še kamero bom vzel, tako da bom naredil malo več fot, tako da vsi, ki ste nabavili klubski dres ali pa body, pridite v tem, zato da bomo to pofotkali. Tako da to je to. Tempo bomo videli, če bo za kakšne prenaporen, bomo naredili pač še eno skupino, ko šla malo počasnej. GPX mislim, da je že gor povsod. Jaz bom v ta počasni skupini, tako da tisti, ki boste pač šli, ki vam bo malo preveč, bomo šli pač počasnej in je to. Jaz sem pa šel bolj počasni. Ja, ne, fora je, da je dost na Dolenjskem, vsi vemo, kakšna je kar dost tega rolling terena in pač ja, tam takoj, ko nekdo kaj ne more, se mi zdi, da se dost bolj pozna, kakor pa na Klanc gor, kjer se pač lahko vsi počakamo, ne. Tako da tam, pa veš, 500 metrov je malo bolj, pritisne. Da, jaz videla sem, da je trasa, nisem še pogledala, ampak kakor sem videla, sem napisal, da se gre na Vahto, je tudi že to, kar Oran Klanc. Sicer nisem gledala trase, ki gre. Ne, se pa se že 110 kilometrov, pač že tukaj je, veš, da se na Dolenjskem najde, ki gre skozi kole malo gor dol, ne. In pač ja, tam, če bo oni, ki bojo hoteli iti malo hitrejš, bomo probali tako, da gremo do Klanca vsi skupaj, pa pol, da se gor na vrh počakamo, pa naprej, da gre pač ena skupina, da gre pač malo hitrejš. Pa smo pa že zorganizirali tisti, ki boste hoteli iti še na kakšno pijačo, še kaj pojesti bomo šli, tisti, ki ne, pač boste šli pa domov in to je to. Tako da se vidimo najprej v soboto na Tuninem izletu, pa še v nedeljo na že ima že upravo, da bo v Tuno oblečen, ni tak je vaš čas že v Tuni. Ja, ne vem, če bom, jaz bom v nedeljo bom zihar imel skinsuit, ki mi pa toliko dober. To je pa najjači. Trenutno čisto vsi, ki so ga vzeli, so ga pohvalili, sploh za te vroče dni, pač, ki se vidi, da je material je res tanek in ne vem, meni je top, pustimo, zgledam fenomenalno v njemu, tisti, ki me niste videli, v bistvu tisti, ki ste videli, lahko pokomentirate. Tisti, ki ga pa niste videli, ga pridite pa pogledati.
Ne, ampak res, a veš, da tudi pol spravo dol sem ga relativno hiter. Gor ga definitivno dlje cajta tlačem kukar pa dol. Tako da pač meni je res ta body, pač glih zdaj gospod, ki je bil klej, je vzel larč belga, sem si hotel še belga vzeti, sam ga zdaj ni več. Tako da Posebno si XL, ti bo glih prav. ma peti v... Jaz mislim, da bi ti svetovala. Še gospodična, ne bom zdaj poimensko omenil, iz Grad Strmol je pohvala, da je dober, tako da, evo. Rekla je, da je videla že boljšega. Je to je pol ta druga rekla. A ja, ta druga, Uno no, smo dobro. pol hoteli zamenjati. No, sej. Sam pa čiste, ki hvalijo, so v redu, neka pa ne. No. Točno tako. No. No, v nedeljo bom še jaz imela klubski dres. To no, vaja. Lep, To tudi vaja. jaz lepa. Še ujame z mojim kolesom. Petro, lahko zdaj pohvalite, ne, ker s tem verižnikom pa res besen zgleda bajk. Ja. Se mi zdi, res. da tako kar... Vsi so ga opazili. Kada ti neki da- falil, zdaj Ja. pa je perfekt. Jaz sem glih rekla Mercedu, ko smo se odločili, da se Abigail ga ne bi, in ko sem videla ta verižnik, sem rekla, v bistvu to je zadnja stvar, ki jo sam še manjka na tem kolesu. Se zdaj nimam kaj več tazga, res ni več, vizualno ne, dobro, lahko greš v tiste mini šravke, ampak vizualno, kar se vidi na prvi pogled, pa res nimam kaj No, več to je. narediti. In mi ni nič žal, da sem zdaj dala gor tale verižnik, tako da sej, hvala Bogu, da imam rojsten dan blizu in je se Mersat odločil, da me Dobiš kup darilo. malo za rojstni, da predčasno darilo, tako da jaz sem prav. Ej, da mi pa, a zvagala sta kaj? Ja, Koliko je lažji? 400, ja, zdaj nisem ga vagala ves čas, ampak kolo je, odkar smo zdaj vse te detajle naredili gor na njemu, 450 gramov lažji. Se pravi zdaj kaj, 7,3, 7,4, 7,4. 7,4. Ja, se slabih 7,4. Ja. Okay. Tako da to je Dobro. to. Mislim, da jaz več v neke hude obnove. Noč, pa zdaj zmanjšanja Petra ne kolo grem. prodaja, tako da če ga kdo hoče kupiti, Ma nič ne prodajam tega to kolesa, še grdobico, zaenkrat. to, ker... Ma nimam ga zaenkrat. Dokler ne pride nov Shimano Ja, saj, ven, brez toliko veze. časa nimam nekih želja menjati kolesa, ker tudi če ga dobro. Jaz vem tudi, če tega zdaj le prodam slučajno. No, če se kdo res najde, da si želi moj kolo kupiti, se lahko tudi v glas, pa se zmenimo v končni fazi, že mi bo že dal enega niša, da sem z njemu palala. Spet sem ga jaz najebal. Ja, mogoče se pa odločim za nišale. Če boš imela vsaj dober kolo. Pa saj sem rekla, da če bi zdaj le mogla čez noč se odločiti, tako, zdaj le moraš pa kupiti nov kolo, takoj. Vse sem to že doskrat povedala. Bi vzela niša, ne bi sploh zdaj le se preveč ukvarjala s čem drugim. Jaz Ta mislim, da moment. bi bila orang pozitivno presenečena. Zdaj vem, da se bo kakšen buksal najdel v komentarjih, ampak Vse sem se vozila lani, Ja, kar en sem ti cajt, si ne, se in- zunil. zunil, ja, saj s tem, jaz ga že vidim, no, po izgledu in po vsemu in vem, da je kolo lahek in odziven in tudi izgled kolesa mi ni bed in itak si ga lahko še pol pofarbam po svojih barvah, tako da to bi mi bilo že itak tisto, kar bi mi bila največja prednost tega kolesa, da si ga bi poštrihala, tako kot ga jaz bi si poštrihala in na njega gor vse kič, kar je možen in pač vem, da bi bil kolo hud. Tako da, ja, v končni fazi, če bi se kdo res mogoče zanimal, jaz imam okvir, je M velikost, jaz sem velika 1,76 m, tako da zdaj tudi za kakšnega, ki bi bil eventualno mogoče, če zdaj prav za višjega, dosti več kaj ni, zato ker imam zelo kratek rič, potem je bilo treba balanco menjati, ampak za kakšnega... 175 do 180 cirka. Ja, ne, tudi kakšen manjši bi prišel gor na kolota, no. Zato, ker je zelo skupaj kolo potegnen. Se pravi, če ima Jaz sem zelo skupaj potegnjena. krajši trup, daljše noge bo v redu, če ima pa glih kontra, Ja, pa načeloma pa ne. ne. Tako. Evo, zdaj ste vse zvedali, sončki, hvala, ker ste naj poslušali, do naslednjič, jaz se moram za konec Ej, samo še moram eno še stvar te moram upravičiti. vprašati, a bo runde ta teden? Ja, zakaj pa ne? Ja, ne vem, fule vroče. Pa se, a ja, na rundah več skupine, tako da se ne ustrašati. Po večini zdaj te prve skupine niti ni, zaradi tega, ker pač je toliko vroče, da smo vsi pač pečeni že takoj in ustavljamo se v Grosuplu na pumpi, zato da se dofila, tako da če je kdo, da ga ne bo koga strah. Petra je, Mersat, bomo vsem rekli tudi, da se vsakič ustavimo v Grosuplu na pumpi, tako da to je zdaj
postojanka, že na teh 60 km slabih ali 50 smo ustavili čisan zato, da pač dofilamo, ker se mi zdi, da vsi spraznemo že skoraj da ne obada bidona do tam. No, to je dobro. Tako Se da- pravi, runde so ta teden, čeprav je res vroče. Oblečite si najtanjše drese, če jih nimate, pridite po te kombinezone anžetove in tako da vam bo hladno. Pa se bidoni polnajo v grosupljem na pumpi, to je dobra ideja, tako da nač pa runde bojo. Okay. Vse Ja. v bistvu jaz upam, da bo res samo še ta teden, no, ta vročina. Jaz upam, če je to kriza, naj kar traja, tako da rajš imam tole vročino, kakor pa da bi skozi dež padel, pa ne vem kaj, tako da meni je čisto v redu. No, Ali pa sem- zdaj se pa upravič, komu si se hotel. A ja, če ko sem že hotel povedati, Moraš se upravičiti. ja, kurc, pozabil sem. O, Madonna. Ja, Ti imaš komorkoli pa- sem se mogel upravičiti, se upravičujem, pač Ti imaš se pa ne bom lešnik upravičil. v glavu. Ja, ne, res se zdaj ne spomnim, kva točno je bilo. Ja, vidiš, sem jaz smotana, ker sem te prekinila. Pa ja, si taka Nič si. ne. novega, Ja. maja se. Nač sončki, do naslednjič se vidimo ta teden na rundah, na izletu, pa pol še na klubskem v nedeljo. Do naslednjič, čau. Čau.